Zdaj je potrjeno, Mura je v nekaj dneh zapečatila naslov državnih prvakinj in nato osvojila še pokal in ne pozabimo na uspeh v evropskem tekmovanju. V pokalnem finalu so premoč Murašicam priznale igralke Radomel Medeks, tudi zanje je letošnja sezona najboljša, odkar nastopajo v prvi ligi, so tik pred nazivom podprvaka. Olimpiji letos ni uspelo priti med najboljše štiri, Oblišna Rano bo prvo mesto v ligi za razvrstitev, čeprav so jih v zadnjem krogu presenetile igralke Maribora in ustavile pri remiju 2-2. Oddajo bomo začeli na Primorskem in pogledali, kakšne projekte izvajajo pri Ajdovkah, ko govorimo o najmlajših, ki se podajajo na nogometno pot. Ajdovsko Primorje bo letošnjo sezono s člansko ekipo končalo najvišje, odkar je klub začel sodelovati v ligah pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Čeprav v ligi za prvaka še nimajo zmage, so si mesto med štirimi najboljšimi hčere Burje izborile potem, ko so v vseh teh letih delale majhne, a vztrajne korake naprej. Članska ekipa med najboljšimi štirimi je le eden od koščkov sestavljanke. V preteklih letih so črno-rdeče starejše deklice dvakrat zapored postale državne prvakinje. Še posebej pa so ponosni na mladinsko piramido, ki se začenja že pri najmlajših, še preden vstopijo v šolo. Playmakers je en zelo zanimiv program, ki ga izvajamo z deklicami starimi od 4 do 7 let. V bistvu v sodelovanju z Angleško nogometno zvezo, NCS-jem in pa Disneyjem. V bistvu cel projekt zajema aktivnosti, pri katerih sledimo zgodbi Disneyjeve risanke in na podlagi te risanke pripravimo aktivnosti, ki so potem zanimive in zabavne za deklice in v bistvu namen je spoznati najmlajše s športom na splošno, potem pa predvsem z nogometem. Trenutno se udeležuje tega programa 19 deklic. Od tega se je zdaj odločilo 10, da se je pridružilo starejši ekipi, ampak imamo zaenkrat samo delno uvajanje, se pravi, se pridružijo samo na ogrevanju. Gre za igrivo upeljevanje deklic ne le v nogometa, ampak tudi v svet športa, je prvi korak spoznavanje športnih aktivnosti. Deklicam, ki bi želele še nekaj več nogometa, nato ponujajo krožke, ki jih izvajajo po šolah v širši okolici Ajdovščine oziroma po skoraj celotni Vipavski dolini. Krožke izvajamo predvsem z namenom, da približamo nogomet deklicam, ki se izobražujejo v šolskem sistemu in ni treba, da je tu nek dodatna obveznost za starše, da jih pripeljejo na trening in je potem so tu tekme, pa treningi, pa članarnina in vse. Preko krožkov poskušamo na način, ki je deklicam blizu, predstaviti nogomet in šport nasploh. Krožki potekajo enkrat tedensko, z veseljem pa povedo, da se na to veliko deklic, ki je začelo s projektom Playmakers, nadaljevalo preko krožka, na naslednjem koraku pridruži še klubski selekciji U7, ki jo prav tako vodi Branka Ferjančič. Se kar odločajo, da pridejo potem iz krožka na nogomet, ker mogoče ni želja od punc na prvo žogo, da bi se odločili za nogomet in se prav upisali v nogometno šolo. Preko krožka pa je načeloma neko upeljevanje, ker tudi reče, se bi lahko tu sploh provala, kako izgleda, so tudi moje sošolke. Branka je nekdanja igralka, z nogometom je začela prav v obdobju, ko se je ustanavljal ženski klub Primorje. Mi smo v bistvu nogomet igrali doma z družino, starejša brat in sestra predvsem in potem, ker je bil to šport, ki se ga je igralo na vasi, sem tudi sama se vključila v tu. Zelo mi je bilo lepo igrati nogomet in biti s prijatelji in v družbi in se boriti za žogo in zato so se potem odločila bolj v hecu, pa se bi lahko šla probat. Z enim prijateljem sva se pogovarjala in je rekel, pa pojmo k Vipavi, to je bil sicer drugi klub, ker spadamo iz kraja, ki prihajam, spada pod Vipavo, tako da sem na začetku trenirala s fantmi, potem pa sem se v 6. razredu odločila, da pa grem k puncem, ker se je takrat ta klub malo bolj začel razvijati, se je govorilo več o njem, da trenirajo prav punce posebej, tako da sem se potem odločila, da grem k Primorju. Prišla je do prve lige, kjer je zbrala 4 nastope. Takrat črno-rdeče niso bile več moštvo, ki tiči na dnu lestvice, temveč ekipa, ki zna pripraviti tudi kakšno presenečenje ter izboljšuje uvrstitve iz leta v leto. Ko je sama začela, pa ni bilo še tako razvejanih aktivnosti za najmlajše. Nekdo je moral orati ledino. Prav na začetku, ko sem se pridružila, itak greš samo zaradi tega, da bi igral s puncami, ki je bilo drugače, kot da si v ekipi s fantmi. Potem pa, ker sem tudi sama napredovala in iz ekipe v ekipo
se pač premikala iz ekipe v starejšo ekipo in prišla potem do članic, je bilo vse skupaj na začetku šok, ker prvo greš iz manjšega igrišča na večje, pa vse nasprotnice postanejo dosti bolj kvalitetne. In takrat si nismo predstavljali, oziroma vsaj jaz ne, da bi lahko prišli do točke, kjer smo zdaj in da je v bistvu vse skupaj drugače funkcionira, kot je funkcioniralo na začetku. Branka je izbrala pot trenerja, z veseljem pa spremlja klubski razvoj. Trenutno je v prvi ekipi kar nekaj nogometašic, s katerimi je več let skupaj nastopala od nižjih selekcij pa vse do članic. V bistvu mi je najlepši tudi zdaj videti, kako je klub napredoval in čeprav ne morem biti več del kot igralka, je zelo lepo, da sem lahko še zmeraj vključena v to zgodbo pa kot trenerka in nekako spremljam še vse tu z enega drugega zornega kota. Ne morem povedati, kako sem vesela, da sem lahko zdaj trenerka in se ukvarjam z najmlajšimi in tudi za naprej se vidim, da bi opravljala to delo z najmlajšimi v ekipah, ker so playmakers pa nižje selekcije. Trenutno se ne počutim dovolj kompetentne in pripravljene, da bi prevzela kakšne starejše ekipe, ampak tudi se mi zdi, da je moje močno področje in na koncu največje veselje so najmlajši, tako da mislim, da bom kar vztrajala in nadaljevala v tej smeri. Kaže, da je za prihodnost hčera Burje poskrbljeno. Ligaški krog se je začel že v petek. Radomlje in Ljubljana sta se udarili za naziv podprvaka. Mura je gostovala pri Primorju Toslinu Tricosmetics. V ligi za razvrstitev je Olimpija doma pričakala Maribor. Žalec Trbovlje je igral s Cerkljami, Krimpec bo Litva proti Gažonu. Pogledali si bomo na derbi v Radomlje ter na srečanje Olimpije in Maribora. Dobar dan in lepo pozdravljeni znova na Planet 2 v neposrednem prenosu. Obračun ženske lige Triglav, na vrsti je 26. krog v športnem parku Radomlje, kjer bomo spremljali torej derbi 26. kroga med drugim Radomljam in tretjo Ljubljano. Ja, obračun za drugo mesto. Žoga je v kazanskem prostoru, prva priložnost in gol. Gol v drugi minuti. Radomlje so prišle do hitrega vodstva, strelka pa Nika Bazjak. Še drugi gol zapored na drugi tekmi, v zadnjem trenutku še streljala proti vratom Lucije Grad. Žogo poslala tamle pod prečko, nemočna je bila vratarka Ljubljane in Radomlje torej z golom. Nike Bazjak v drugi minuti vodijo med Muro in Radomljami. Predvsej bolj zanimivo pa bo, kot sem že dejal, seveda v sredo na finalu pokala. Pa zdaj pogledamo tale napad, nova priložnost za Radomlje, strel in žoga je še drugič danes v mreži. Zdaj je povsem razpadla obramba Ljubljane in Neja Selan je dosegla gol za Radomlje, za vodstvo z 2-0 v 11. minuti. Lepa akcija je bila to, ki jo je začela Kadija Badijo. Videli bomo to v počasnem posnetku, kako je vse skupaj potekalo. No, potem je takole na levi strani žogo dobila od Senegalke Neja Selan, pomerila in z levico pripravljena Ula Omerzu, številko 9. Močan strel in gol, Eurogol zdaj v Radomljah za konec prvega polčasa. 3-0, izvrsten strel Urle Omerzu, ki je med Radomljami in Ljubljano. S tem rezultatom se je končala tudi nedavna tekma na Iliriji. Takole res vse čestitke za tale strel, za Ulo Omerzu. V Radomljah se torej nadaljuje. Zdaj je tale drugi polčas oziroma derbi 26. kroga ženske lige Triglav. Tam je priložnost za Radomlje, žoga je v mreži 4-0. Napaka zdajle obrambe Ljubljane, nesporazum tamle med branilkami in pa vratarko. Zala Petrič je bila neodločna, potem pa še napaka Lucije Grad,
ki je stekla mimo žoge. Poglejmo še enkrat takole. Tukaj bi morala posredovati Zala Petrič, obe pa je potem ukanila Kadija Badijo in potem neovirano poslala žogo v mrežo ter povišala domače vodstvo na 4-0. No, zdaj se je torej Katja Turk po dolgem času vrnila na zelenico. Očitno že pripravljena, pa nova priložnost in petarda je zdaj le počila v mreži Ljubljane. Še drugi gol Neje Selan danes na tekmi. Poglejmo še enkrat, podaja Jone Javorič in potem z levico natančno sedmica v vrstah Radomelj. Neja Selan, nemočna je bila Lucija Grad in Urška Žganec je praktično zdaj le poslala že v igro vse svoje rezervistke. In znižanje rezultata, zdaj le smo videli torej tale častni gol Ljubljane v 82. minuti. Mirjam Kastelec, ki je bila natančna, takole ob vratnici je žoga šla mimo vratarke Radomelj. Iztekla se je 90. minuta, verjetno bomo videli še tale kot. Žoga v rokah Lucije Grad in tudi konec tekme, konec obračuna v športnem parku Radomlje. Torej končni rezultat 5-1. Smo razočarane, ker je bila to odločilna tekma za drugo mesto. Ekipa Radomelj je si preigrala dovolj priložnosti in jih izkoristila. Mi nismo znali dobro ustaviti njihovih obračanj na naši zadnji liniji. Tako da bomo pogledali tekmo in gremo naprej. Ja, za nami je ena težka tekma, rezultat je zelo visok, 5-1, mislim pa, da ne pokaže realne slike na igrišču. Jaz mislim, da so punce oddelale dobro tekmo, da so dale vse od sebe. Radomlje so nam praktično na isti način plus prekinitve prihajale iz 6-7 strelov, 5 golov, praktično vsem je šlo noter. Moram reči, da smo danes popolnoma prevzeli pobudo na našem igrišču, to, kar smo želeli že predhodno. Prevzeli smo posest, igrali naš nogomet, v bistvu usilili Ljubljani ta naš princip igranja in jaz moram reči, da sem izjemno ponosen na punce, kar so danes prikazale skozi celotno tekmo, tudi te, ki so prišle noter, so pokazale, zakaj so tukaj in jaz mislim, da je to še ena stopnička več v naši izgradnji te ekipe, v naši progresiji, ki jo želimo doseči do konca sezone. Dame in gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Slovenske ženske nogometne lige. Pred nami je na sporedu tekma 26. kroga v Ljubljani v športnem parku za Bežigradom. Obračun med ŽNK Olimpija Ljubljana ter ŽN Maribor. Še napad za Olimpijo in gol. 1-0 v 54. minuti. Olimpija vendarle prihaja do zadetka. Dolgo so se mučile Ljubljančanke, naposled pa torej vendarle prišle do gola. Laura Šenk prečka in potem zadetek. 2-0 vodi Olimpija. Strelka zadetka z glavo, pa številko 29, Varja Špilar. Odložek pred vrata, strel z glavo in gol. 2-1, Maribor se vrača nazaj v tole tekmo v koncu, mislim, da 68. minute. Gol za Mariborčanke z glavo, torej še en zadetek z glavo, tokrat po podaji Skota. Za hrbet gostujoče obrambe strani Olimpije so danes, sploh v tem drugem polčasu, zelo obetavne in nevarne. Na koncu končalo mreži, tole pa sedaj proti napad Maribora. Proti napad, ki izgleda sila obetavno. Priložnost in izenačenje. 2-2.
Lana Šernek, vendarle Maribor prihaja nazaj v tole tekmo, imamo izenačenje, 82. minuta, ni še konec. Morda še celo proti napad za Maribor, ne bo dovolj časa, konec je na obračunu ŽNK Olimpija, ŽNK Maribor, tretja medsebojna tekma te sezone nam je prinesla remi. Z visokih 5-1 so Radomlje Medeks odpravile Ljubljano, Mura Nona je zmagala v Ajdovščini s 3-0. Vsak po točko sta prijela Maribor in Olimpija. Cerklje so 7-krat zatresle mrežo Žalca Trbovelj. Remi 1-1 so videli gledalci na tekmi Krima Bolita in Gažona. Mura Nona je že prvak, še nekaj, a res pičlih možnosti ima Ljubljana, da konča na drugem mestu. 2 kroga pred koncem imajo Radomlje 5 točk naskoka. Primorje Toslanov Trikosmetiks je 4. Olimpija bo osvojila prvo mesto v ligi za razvrstitev, sledi Krim PC Bolit, Maribor ima 28 točk, po 18 Cerklje in Kirurgija Estetikal Alumini, zadnji je Žalec Trbovlje. V nedeljo nas čaka nov krog, 27. v Staršah igrata Maribor proti Krimu Bolitu. Kirurgija Estetikal Alumini se bo soočila Žalcem Trbovljami, Krumenosrčnim potuje Primorje Toslanov Trikosmetiks. Ljubljana igra z Muro, zadnji par pa je Cerklje proti Olimpiji. Sredi tedna pa se je igral finale pokala. Poglejmo, kakšne so bile napovedi na zadnji novinarski konferenci. Ja, vsaka tekma je drugačna, vsako tekmo probamo vstopiti z enim ciljem in to je pač, da zmagamo, ker Mura je taka ekipa, kjer se od tebe pričakuje, da daš pač svoj maksimum na tekmi in da na koncu, da so 3 pike. Kar pa pričakujemo od finala, pa je normalno, da bo vsaka dala svoj maksimum in da pač na koncu zmagamo. Sigurno pač finale kot finale. Pričakujemo težko napeto tekmo, v katerih bojo sigurno odločale malenkosti. Kot je že Matej rekel, so Murašice favorit, to vlogo jim tudi prepuščamo, tako da se veselimo finala in upamo na pozitiven rezultat na koncu. Tako počasi bo vse nared za začetek pokalnega finala. Spet smo torej v Celju, Mura Nona in pa Radomlje Medeks. Vsekakor pa več mirnosti v teh trenutkih zaenkrat pri Prekmurkah, ki zdaj trpijo. Tule je prva večja priložnost. 16. minuta, žoga mimo gola. Ula Omerzu. In zdaj priložnost prav za Malahovo po napaki pri Radomljankah. Mura vodi! 27. minuta, 1-0. Takole napaka o podaji nazaj v obrambo in Malahova je vse skupaj prebrala ter potem tudi dovolj dobro zaključila, ko je preigrala vratarko Ivo Kocjan in žogo med nogama poslala. No, zdaj nekaj več prostora za nevaren napad Radomlje. Levo je Neja Selan, ki je dočakala žogo. Priložnost za Radomlje. Selan in obramba Sare Nemet. Nekaj prostora. Žoga zdaj pred gol in tu sijajna reakcija. Strel z glavo za vodstvo z 2-0 v sodniškem dodatku. Leta žoge Ive Kocjan, pa tudi vseh branilk in potem 20-letna Tija Šoštarič-Karič do zadetka za vodstvo z 2-0. Mura Nona je zdaj napadala, Malahova takoj nazaj na desno, ni prepovedanega položaja in tu je žoga letela pod prečko, Iva Kocjan pa z atraktivno obrambo. Čudež epskih razsežnosti reši Radomljanke, ki dobivajo priložnost. Vratnica je rešila Saro Nemet. Kadiža Badijo je stresla vratnico v 94. minuti. Senegalka je bila sama pred Saro Nemet, pa takole stresla desno vratnico. Žoga je zdaj pri vratarki Mure None. V sodniškem dodatku sem pričakoval še dodatek dodatka, ampak Denis Šabanagić je odpiskal. Veselje pri Muri Noni, razočaranje pri Radomljah. Gre ga razumeti.
Ja, že na začetku sezone smo si zadali cilj dvojna krona in pa čim boljšo uvrstitev v Evropi. To smo dosegli, vesele smo kljub mnogim poškodbam, ki so se nam naredile. Kaj ne rečem, taktična mojstrovina trenerja, malo šalo na stran, ampak ja, sem vesela, borile smo se in mislim, da zasluženo zmagali. Sploh ne da se opisati z besedami tega občutka, saj smo si želeli celo sezono na to, dvojna krona in res brez besed, ponosna. Na mukah se poznajo junaki, danes junakinje. Vse čestitke puncam, da so se striktno držala plana igre. Res smo imeli ogromne težave s sestavo ekipe, popolnoma druga ekipa kot pred nekaj tedni in nekako smo strnili vrste, delali to, kar smo morali narediti. Mislim, da je bila ena res taktična, odlična predstava celotnega moštva. Nasprotnikov tako rekoč nismo dovolili skoraj nič. Muranona se je le še utrdila na prvem mestu v pokalu najuspešnejših ekip. Potem, ko je Murašicam lani spodrsnilo, so letos znova dvignile lovoriko. Še tretjič so v finalu premagale Radomlje Medex. 5 naslovov ima Krka, 3 Škale, 2 Olimpija, po enega pa Ljubljana, Jarše, Domžale in Jevnica.